Miroslav Stiplovšek pomemben prispevek Vasilija Melika k politični in upravni zgodovini domžalskega in kamniškega območja ter moje prijateljsko sodelovanje z njim. Septembra leta 1961 sem se zaposlil na Filozofski fakulteti kot asistent za novejšo zgodovino pri profesor dr. Metodu Mikužu. Med novimi sodelavci sem najprej obiskal tedanjega docenta dr. Vasilija Melika v sosednjem kabinetu. Prisrčno me je sprejel kot najmlajšega kolega, se pozanimal za moje počutje po končanju vojaškega roka, nato pa me je presenetil s predlogom, da se kot sodelavca tikava. To je bil izraz njegove velike naklonjenosti ter začetek najnega plodnega strokovnega sodelovanja in iskrenega prijateljstva, ki so ga poglobili ponedeljkovi pogovori po Mikuževem seminarju in številna družabna srečanja, večkrat tudi v Domžalah. Vasja, kot smo ga imenovali, je postal s svojimi znanstvenimi, pedagoškimi in značajskimi odlikami moj nepogrešljiv kolega in prijatelj, s katerim sem sodeloval pri številnih strokovnih dejavnostih, posebej pa je vplival tudi na moje raziskovanje krajevne zgodovine domžalskega območja. Melik je spremljal začetke mojega raziskovalnega dela z nasveti pri doktorski disertaciji, v kateri sem glede gospodarske in socialne problematike posegel tudi v obdobje od sredine 19. stoletja do Prve svetovne vojne. Melik je bil leta 1965 tudi član komisije za oceno in zagovor moje doktorske disertacije. Poudarim naj, da sem občudoval njegovo veliko poznavanje številnih problemov tudi za čas Prve Jugoslavije. Prijateljsko mi je dal dragocene nasvete tudi pri mojih prvih razpravah. Ob mentorju profesor Mikužu je pomembno vplival na premostitev mojih začetnih raziskovalnih težav. Intenzivno strokovno sodelovanje z Melikom je povezano tudi z njegovimi nalogami glavnega in odgovornega urednika zgodovinskega časopisa v obdobju 1973-2000. Na njegov predlog sem postal član uredništva, posebej da skrbim za objavo ocen del iz novejše zgodovine. V osrednji zgodovinski reviji sem v tem obdobju objavil na 30 recenzij, Melik pa mi je dal pobudo za objavo 4 razprav. Glede na to, da je raziskoval parlamentarne volitve tudi v obdobju kraljevine SHS, je posebej želel, da obdelam volitve v pomembno socialno ustanovo Delavsko zbornico z vidika vpliva, ki so ga imele v njej politične stranke prek z njimi povezanih strokovnih sindikalnih organizacij. Z nasveti glede virov je spremljal moje preučevanje propada evropsko znane slamnikarske industrije in nastanka številnih velikih podjetij na domžalskem območju v obdobju 1918-1941. Takšnih Melikovih spodbud in pomoči so bili deležni številni mlajši raziskovalci. Profesor Ignacij Voje je v Melikovem življenjskem jubileju poudaril, da jim je kot urednik zgodovinskega časopisa odprl vrata na stežaj za objavljanje v njem. Mnogi zgodovinarji so prav z njegovo pomočjo prebrodili prve krize in s pridobljeno samozavestjo zakorakali v zahtevni svet znanosti. Leta 1975 je postal Melik predsednik strokovne komisije za zgodovino področne raziskovalne skupnosti za humanistične in zgodovinske vede ter s to funkcijo prevzel skrb za ustrezno financiranje raziskovalnega dela članov oddelka za zgodovino in zunanjih sodelavcev. Na podlagi njegovih letnih poročil je raziskovalna skupnost Slovenije zanje določila finančna sredstva. Melik me je pritegnil k zbiranju podatkov za letna poročila, kajti posamezni raziskovalci so mu jih posredovali nepopolno in jih je bilo potrebno dopolniti. Po dobrem desetletju sem na njegovo željo dobro upeljano vodenje 30-članske raziskovalne skupine za področje zgodovine prevzel za poldrugo desetletje. Ob raziskovanju slovenske in jugoslovanske zgodovine v obdobju med Prvo in Drugo svetovno vojno sem se ukvarjal tudi s krajevno zgodovino domžalskega in kamniškega območja. Melik je bil pripravljen s svojim velikim poznavanjem splošne problematike slovenske zgodovine obogatiti tudi krajevno zgodovino.
Urednik Mengeškega zbornika profesor Vidali me je prosil, naj pridobim za sodelovanje v njem tudi katerega od fakultetnih kolegov. Spomnil sem se, da je Melik objavil razpravo o parlamentarnih volitvah na Jesenicah in predlagal sem mu, da obdela tudi volitve za domžalsko in kamniško območje. Kot je znano, je leta 1960 doktoriral z disertacijo Volilni sistemi na Slovenskem, ki jo je objavil v monografiji. Vanjo pa ni mogel vključiti podrobnejših opisov volitev v posameznih volilnih okrajih in mestih. Leta 1969 je tako v Mengeškem zborniku objavil razpravo o parlamentarnih volitvah 1848-1829 na domžalskem in kamniškem območju, s katero je razširil časovni okvir doktorske disertacije. Ugotovil je, da je bila v kamniškem volilnem okraju pri frankfurtskih volitvah leta 1848 izjemno velika kmečka abstinenca, ki je bila posledica nezaupanja kmetov do Gosposke in tudi protivolilne agitacije Dunajske Slovenije s programom Zedinjene Slovenije. Glede na to, da naj bi Dunajski državni zbor z ustavo uredil tudi vprašanje kmečke odveze, pa so se skoraj vsi volilni možje udeležili volitev poslavec van in izvolili za svojega prvega predstavnika na Dunaju kmečkega posestnika Valentina Štrcina iz Žej. Melik je podrobno opisal značilnost rednih volitev v deželni zbor po začetku ustavne dobe v 60. letih na območju sodnih okrajev Kamnik in Brdo pri Lukovici, ki sta obsegala ozemlje tedanjih občin Domžale in Kamnik. O podatkih o širjenju volilne pravice do uvedbe splošne kurije v deželnem zboru leta 1908 in volilni udeležbi je ugotovil, da so na vseh volitvah v kamniško-brdskem volilnem okraju zmagali poslanci slovenske stranke nad nemško. V deželnem zboru sta bila od leta 1861 do 90. let najdalje poslanca kamniško-brdskega okraja moravški dekan Janez Toman in brdski notar, graščak in pisatelj Janko Krsnik. Po ločitvi katoliškega in liberalnega političnega tabora so od leta 1895 v splošni kmečki kuriji zmagovali poslanci Katoliške narodne stranke oziroma Slovenske ljudske stranke, med njimi dr. Janez Evangelist Krek, ki je bil hkrati tudi državnozborski poslanec. Melik je v sklepnem poglavju pokazal, da je enako dober poznavalec parlamentarnih volitev po nastanku jugoslovanske države. V Mengeškem zborniku je s podatki o številu glasov za katoliški, liberalni in delavski tabor na 4 parlamentarnih volitvah 1920-27 ter na volitvah v Ljubljansko oblastno skupščino leta 1927 osvetlil temeljne značilnosti politične podobe kamniškega in brdskega oziroma domžalskega volilnega okraja v prvem desetletju jugoslovanske države. Poudaril je, da je bila tedaj na tem območju daleč najmočnejša Slovenska ljudska stranka, ki je razen na prvih volitvah leta 1920 celo absolutno zmagala, da je bil liberalni tabor šibek tudi zaradi razcepljenosti in da je imel delavski tabor precej skromne volilne uspehe z izjemo leta 1920, ko je za komunistično in socialdemokratsko stranko glasovalo kar 17% volivcev. Po osvetlitvi političnih razmer na domžalskem in kamniškem območju s primerom parlamentarnih volitev je Melik za občini Domžale in Kamnik v 2 razpravah obdelal še upravni razvoj na njunem ozemlju od konca 18. stoletja do 2. svetovne vojne. V tem obdobju se je oblikovalo več oblik statistično-upravnih enot, kraji oziroma naselja, katastrske in politične občine ter politični in sodni okraji. Melik je za obe občini podrobno prikazal zemeljski razvoj teh enot. Leta 1977 je bilo v Domžalah prvo znanstveno posvetovanje slovenskih zgodovinarjev o krajevni zgodovini, ki sta ga organizirala sekcija za krajevno zgodovino Zgodovinskega društva za Slovenijo in kulturna skupnost Domžale. Na njem so zgodovinarji obravnavali splošno problematiko krajevnega zgodovinopisja. Melik je v uvodnem referatu o oblikovanju upravnih enot v občini Domžale poudaril, da se ob značilnostih, ki veljajo za vso Slovenijo, kažejo posebnosti po posameznih predelih. Zaradi njih in zaradi korekture splošne slike imajo take lokalne raziskave nesporen pomen.
Tudi na domžalskem območju so leta 1770 izvedli uštevilčenje hiš za potrebe popisa prebivalstva. Tako so nastali kraji in naselja v upravno-statističnem pogledu. Število takšnih enot, tudi tako imenovanih konskripcijskih občin, se je na Slovenskem le malo spreminjalo. Tudi Melik je za domžalsko območje ugotovil, da se na njem število naselij z lastno numeracijo povečalo, zlasti v vzhodnem predelu, za okoli 50% na 166 naselij, pri čemer je pri nekaterih prišlo tudi do sprememb imena. Melik je tudi za druge pomembne enote, katastrske občine, skupne za več naselij, ki so nastale v 80. letih 18. stoletja, ugotovil, da se je na domžalskem območju njihovo število kmalu povečalo na 44. Ob teh katastrskih oziroma davčnih občinah so francoske oblasti v času ilirskih provinc oblikovale še upravne oziroma politične občine na obzemlju Domžale, kar 4: Mengeš, Krumper, Klukovica in Moravče. Melik je prvi podrobno prikazal začetna obdobja upravne zgodovine domžalskega območja. Sodeloval je pa tudi v uredništvu zbornika občine Domžale s pobudo za prikaz upravnega razvoja domžalske občine po letu 1945. Poudarimo naj še, da so s prispevki obogatili zbornik občine Domžale še univerzitetni profesori Ferdo Gestrin, Metod Mikuš, Miroslav Stiplošek in Ignacij Voje, ter tako poudarili velik pomen krajevnega zgodovinopisja. Ob 750-letnici mesta Kamnik sta kulturna skupnost in muzej Kamnik leta 1979 organizirala simpozij, na katerem je Melik sodeloval z referatom o razvoju krajev, občin in okrajev na ozemlju tedanje kamniške občine. Ugotovil je, da je za kamniško območje značilna stalnost upravno-statističnih okrajev, kar je ilustriral s podatkom, da se je v 19. stoletju njihovo število zmanjšalo le za 4, to je na 115 naselij. Na drugi strani pa so se bolj kot kje drugod spreminjala njihova imena. V času ilirskih provinc je bilo na kamniškem območju 5 občin, med njimi največja občina Kamnik. Melik je od konca 18. stoletja spremljal razvoj upravnih enot na kamniškem in domžalskem območju. Pomembna posebnost tega območja je bilo zlasti dejstvo, da je bilo mesto Kamnik ves čas nesporno središče severnega dela kamniškega okraja, Domžale pa so šele z industrijskim razvojem postale center njegovega južnega dela. Središčno vlogo posameznih krajev v tedanji občini Domžale je Melik prepričljivo ilustriral s številnimi podatki. Pomembna stara cerkvena središča so bila Mengeš, Dob in Moravče, zaradi slamnikarske industrije pa so že pred Prvo svetovno vojno postale največji kraj zgornje Domžale. Veliko afirmacijo za Domžale je pomenil trški naslov leta 1925. Poudarimo naj, da je krepitev vloge Domžal osvetlil tudi profesor Anton Melik v geografskem opisu slovenskih pokrajin. Vasilij Melik mi je poklonil komplet očetovih knjig o geografskem razvoju slovenskih pokrajin kot spodbudo, da nadaljujem s proučevanjem upravnega razvoja domžalske občine. Obljubo sem izpolnil s samostojnima publikacijama ob 60-letnici razglasitve Domžal za trg leta 2005 in ob 60-letnici nastanka mestne občine Domžale leta 2012. Ob razpravah o parlamentarnih volitvah in o upravnem razvoju domžalskega in kamniškega območja pa naj posebej poudarimo, da je Melik enako temeljitost in poglobljenost kot pri raziskovanju osrednje problematike slovenske zgodovine od 18. stoletja do začetka 20. stoletja pokazal tudi na področju krajevnega zgodovinopisja. Akademik, redni profesor dr. Vasilij Melik je tudi po upokojitvi leta 1991 redno obiskoval oddelek za zgodovino. Na razgovorih je zanimanjem spremljal tudi moje raziskovanje slovenskega parlamentarizma in prizadevanj za avtonomijo Slovenije v prvi Jugoslaviji. Tako sva bila z vasjo strokovno in prijateljsko povezana skoraj 5 nepozabnih desetletij. Hvala lepa.